Dober dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes je z nami gospod Luka Mesec, predsednik parlamentarne stranke Levica. Zelo sem vesela, da ste se tudi vi odzvali v našem raziskovalnem projektu. Pa bi kar vprašala, kaj vas je navdihnilo k ustanovitvi vaše stranke? Ja, najprej hvala za vabilo oddajo. Imam sem manjši popravek, nisem predsednik. Moja uradna funkcija je koordinator stranke, ker v naši stranki razmišljamo tudi o podobnih idejah, kot jih sami v vsebini, ki sem jo prejel v e-mailu navajate, se pravi o nekih kombinacijah predstavniške demokracije, kakršno zdaj poznamo z bolj neposrednimi oblikami demokracije, se pravi z direktnejšim stikom z ljudmi. In to je v resnici bila to je bil eden od idejnih okvirjev, ko smo našo stranko začeli. Naša stranka se je v bistvu rodila kot stranka generacije otrok krize, če tako rečem. Se pravi, mi smo generacija, konkretno tudi jaz sam, pa večina kolegov, s katerimi zdaj delamo v parlamentu, smo tista generacija, ki je študij zaključila nekako po letu 2008 v veliki gospodarski krizi, ko ni bilo nobenih služb na vidiku, vladal je v družbi nek blazen pesimizem in pa v bistvu zdelo se je, da svet propada. Mi smo takrat v bistvu vstopili v javno sfero kot kritiki neoliberalnega kapitalizma in tega tipa predstavniške demokracije, ki je oblast predvsem utojil ljudi, in to sta v bistvu nekaj glavni dve vstopni točki naše kritike, naše želje po spremembi sistema in konec koncev pač rojstva te stranke Levica. Hvala. Pa me zanima, kakšna je povezava vaše stranke z lokalnimi skupnostmi in pa lokalnimi sveti? Zdaj trenutno imamo izvoljenih 42 mestnih in občinskih svetnikov v Sloveniji. Sodelujemo tudi z par župani. Konkretno smo najbližje z Markom Funklom, ki je bil nedavno izvoljen v Hrastniku, s Klenom Miklavičem v Novi Gorici. Tako naprej, skratka, poskušamo to povezavo čim bolj držati. Sicer znotraj stranke imamo pa svetniški forum, ki je nekako forum vseh naših svetnikov, se pravi, to je vez med vodstvom stranke in med predstavniki v občinskih svetih. Drug, mogoče najpomembnejši mehanizem znotraj stranke pa je, da imamo mi svet stranke, ki je glavni odločevalski organ, sestavljen polovico iz predstavniškega dela, se pravi, to je del, ki je izvoljen na kongresu, polovico pa so delegati lokalnih skupnosti. Se pravi, to so pa naši občinski lokalni odbori, ki pošljajo svojega delegata na svet, zato da prenaša informacije med terenom in strankom. To je v bistvu model, skozi katerega hočemo delati. Se pravi, ne gola predstavniška demokracija, nekako odlepna na obraza, ampak čim bolj zvezana z interesi in z mnenjem ljudi na terenu. Se vam zdi, da bi povezava lahko še izboljšala, ste trenutno zadovoljni s povezavo s prebivalstvom, se pravi, ker ne, absolutno vsak dan delamo na izboljšavah. Tudi zdaj, ko se pogovarjamo o planih za naslednje leto dve, v bistvu grejo glavne pobude tako vodstva stranke, kot tudi ljudi, ki delajo za nas na terenu, da je treba pač bistveno več investirati v ta stik z ljudmi. Mislim, da zaenkrat nam precej dobro gre, ampak bo pa, mislim, je pa ta, kako bi rekel, organska povezava z ljudstvom, to je pač večno delo. To ni nikoli končano, ampak to je konstantna komunikacija in izboljševanje tega dialoga. Hvala. Zdaj iz moje lastne izkušnje pa izhaja vprašanje, kako vsakom postavim, kako vi vidite idejo, da bi bili predsedniki četrtnih svetov, v mestih, deželju predsedniki vaških svetov, županov občinskih svetov, vse občine. Ja, to je v bistvu blizu temu nekaj razlaga, da je
lokalne samouprave, ampak ideja se mi zdi dobra in mislim, da bi bilo vredno o njej diskutirati. Hvala. V vaši stranki verjetno zbirate pobude, pa kako to izgleda v praksi? Ja, zbiramo pobude, zdaj v bistvu nekih poskušamo zbirati proaktivno, se pravi z lastnim povezovanjem z ljudmi na terenu. V velikih delih pa v bistvu pride kar samo iniciativno. Vem, da se nam zdi pogosto, ko pač se pogovarjamo z znanci, prijatelji in tako naprej, da ljudi politika ne zanima, oziroma da se pač vanjo nočejo potikati ali pa ne vzpostavljajo stika s predstavniki, ampak glede na to, koliko pošte dobimo v državni zbor, koliko e-mailov, pobud po Facebooku in tako naprej, mislim, da obstaja nek del populacije, ki ga pa to zelo zanima in je tudi zelo odzivan. Čudovito. Hvala. Bi morda želeli karkoli sporočiti gledalcem, takšno osebno mnenje, stališče, kakoli? V bistvu predvsem to, da bo prihodnost taka, kot si jo bomo napisali sami in da je za vse ključno, da spremljate, kaj se okrog vas dogaja in se vključujete v politično dogajanje, ker noben človek ni otok, vsi smo med sebojno povezani in prihodnost bo skupna. Hvala lepa, gospod Mesec. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Se vidimo v naslednjem.